Živijo, lepo pozdravljeni. Spet tukaj v kuhinji pri Mateju Turšiču. MTK, K je pa, izber si sam. Zloraba je današnja tema. Zloraba česa? Vsega. Otrok, znanja, zaupanja, narave, verov, položaja, kaj še, vsega. Zloraba je en zelo rabi, kadar zlo nekaj rabi, potem je to zloraba. Sicer pa to v človeški naravi ni zaželjena stvar, da nekdo nekaj zlorabi. Fajn je, če se ustreže človeku, ki nekaj rabi, da se pomoč absolutno deli, a ne? In ljudje imamo to lastnost, da smo vedno pripravljeni pomagati. Zdaj eni malo bolj, eni malo manj. Zlo pa ni pripravljeno pomagati, ne? Narcis ni pripravljen pomagati. Samo do une točke, kjer ima korist, pol naprej ga pa boli briga. Tako to je. Zdaj, zoprno pa je, ker so naše zaupanje oziroma našo pomoč, to pripravljenost pomagati, izkoriščali. Pa za 10 evrov manj, pa tam prvihati, pa tam malo kasneje plačati, pa ker tako nam so zmeri probali iztisniti iz nas zadnje sokove. In zdaj, zlorabo sem vzel kot naslov zaradi tega, da se bom malo razčvekačil okrog tega, da boste pogruntali, da je zlorabljen vsak položaj, ki ga jim zasedajo ti tako zvani veljaki naši, ne, ali pa naši voditelji na lokalnem ali pa državnem ali pa globalnem nivoju. Čist vse en šmoren. Noben več ne dela tako, kot se zagre. Pa dam primer. Se spomnite vi tistega keča z pediatrično, ortopedsko kliniko pa zdravniki, ki jih je kar varnostnik poštempljal. Kada so v službi, sam niso bili. Vi imate težavo s hrbtenico, oni ne delajo, ker je korona, vsi imajo polne ure, a zastopaš, ker je pač korona, ful delajo, v isti sapi pa na privat kliniki. Zdaj, kaj vse tle je narobe, sploh se ne bi spuščal, ker je škoda, takrat sem se še nekoličkan jezil, ampak se ne več zaradi tega, ker je brez veze. Dejstvo pa je, da je ta banda pa zdaj pa prišla pred sodnijo, da so pa res neupravičeno delali. Prvi zdravniki pred sodnikom, ampak ne zaradi strašnega virusa, ki je ustavil kompleten svet za 2 leti, ampak zaradi štempljanja kartic. In kaj zdaj? A si predstavljate to foro, da sodnik reče, pa mi pa ne moramo biti brez ortopedov in bodo vsi brez kazni odleteli ven. A si predstavljate to foro? Zdaj sem že bral včeraj komentarje, pa ne delajo za minimalca, Pa a vi bi se dali operirati nekomu, ki dela neke vrste prisilno delo? Ne. Jaz ne. Tako da je kar problem pravzaprav ratov. Ortopedija, dejansko, kolikor ima zdravnikov, oni vsi ne morejo kar iti. Kakšna težava. Zdaj, razplet bomo počakali, hvala Bogu, potrkam na les. Jaz nimam teh težav, vem pa za marsikoga, ki bi bilo boljše, da tja ne bi šel. Poznam ljudi zelo v moji bližini. Bi bilo boljše, da kaj ne bi šli, ker so bili že 6-krat na mizi, pa so glih isto, še vedno žrejo one tablete proti bolečinam. Tako da, relativni so vsi ti pojmi. Pa ne bom se zdaj preveč zatikal v doktorje, tako zvane zdravnike, ki zdravijo. Ne vem, jaz imam preveč izkušenj, ko je pacient prišel do zdravnika, pa je rekel, to in to težavo imam, pa je doktor rekel, in kaj če zdaj narediti? Ne vem, majster, ne vem, kaj če narediti, zato sem pa tle, ker če bi vedel, kaj je za narediti, bi že naredil, V drugi sabi pa mu rečeš, meni se zdi, da bilo fajn to pa to, kar sem že malo pregooglal. Pa reče, kaj si ti, kaj ti veš, jaz sem 12 let hodil v šolo, ti si pa Google doktor.
te scene sem tudi bil jaz označen, Google doktor, Couch doktor ali nekaj takega. Ne, mi smo malo pregooglali, ampak hvala Bogu se tudi združili, ne da smo samo googlali, ker Google je tudi ena velika prevara in zloraba, ker oni tam odbrišajo prave informacije, da ne bo pomote. Če boste kakšno realno stvar hteli najdete o tem svetu, jo na Googlu ni, ali pa je na čist 66. strani spodaj. Mislim, drugi iskalniki so za iskati prave informacije. Hvala Bogu smo se spoznali in prebrali marsikakšen članek tudi ljudi, ki so bolj razgledani, ki so, jaz nisem univerzitetno izobražen, kamoli kaj višje, so pa ljudje, ki niso sodelovali s sistemom in kaj se je zgodilo? Virologija je ovržena. Virologija kot veda je ovržena. Se zastopimo. Virusi ne obstajajo. A vi morate kaj takega misliti. To niso moje besede, da me ne bo nekdo zdaj vlekel za kaj. Bom pa kar verjel, da gre za mrtve celice, ampak tu bi zagotovo punce, vejo najbolj tudi katere, mi znale bolj točno objasniti. Pa ni sploh point v tem, da se zdaj gremo poglabljati. Bolj je to, da veste, da ste bili zlorabljeni, povlečeni za nos. Imate virus, virozica je. Kaj za ena virozica pa je to? Ja, ne vem, to zgleda na 6. bolezen. Na kakšna? 6. bolezen se to zdaj imenuje. Kaj sprašuješ, zato se je tole? So malo mrzle fore. To pa farmacija, ne? Veste, kaj beseda farma pomeni? Zajčnik, ne? Farma. Cija, ne? Cija. Ti sunce. No in zlorabili so naši veljaki vse položaje. Zlorabili so jih tudi zdravniki, ker so šli čez svoje Hipokratove zaprisege, ker so šli čez svoje moralne stvari in čez zakonodajo. Ja? Se pravi, oni so šli čez Nürnberški kodeks. Ne vem, če veste, kaj se je v Nürnbergu dogajalo. V Nürnbergu je bilo sodišče po drugi svetovni vojni, kjer so sodili vsem, ki so sodelovali pri genocidu takratnem. Ja? Tudi mediji, tudi zdravniki. Ne? Tako da oni so vedeli, da kršijo kodeks, pa so ga še vedno kršili, ker je dovolj evrčkov padlo. Ne? Denar je sveta vladar. Denar pa je izvor vsega zla. Torej, zlo je sveta vladar. Saj imamo, mičkrat je treba povezovati stvari, pa je lažje v življenju. Oziroma, spoznanja pridejo, če človek tako mičkrat širše razmišlja. Ne pa, da mu zdravnik reče, cepati nujno tle, pa če ne boš pa umrl, dobiš cepivo, pa umreš. 1., 2., 8., 45 in folk še v vrsti stoji. Jaz ne morem si predstavljati, veste, človek stoji v vrsti, tam kolona za cepljenje in tam eden pride ven, cepljen in pade po štengah dol, direkt. In ga poberejo rešilci, tam pred kolono, ga poberejo reševalci, ga odpeljejo in ta pogleda in še vedno stoji v vrsti za točno kaj noter, za oklavnico. Si vi predstavljate opranost uma? Kakšna magic spell, se mi zdi krasna beseda, čarobni urok. Wow, mislim, da zraven mene en pade dol, ker je prišel iz cepljenja, jaz se obrnem nemudoma, sploh nisem kaj prišel. Pa tudi me ne bo, ne. Zdaj ne vem, če ima kdo tle kakšno to željo. Izvolite, ker čas je, da se depopularizira narcizem, ne pa ljudje. Zelo si je zaželelo, da ljudje z te zemlje zginemo, da bodo oni lastninili to. Žal pa gre v drugo smer. Ja, mislim žal, na srečo, našo srečo, na njihovo pa žal, ja. Žal, ampak ja, hvala Bogu, saj so 6000 let rulali, generalno vodili ta naš svet, nas pa imeli v zankici in zlorabljali čist vse, kar so mogli. Začeli so pa z otroci. Njih so zlorabili na vse možne načine, od tega, da so mogli delati, težka dela, torej govorim o
nizki oziroma skoraj da brezplačni delovni sili, da ste vi, ker jaz nisem, kupovali Nike'ice, Reebok in tako naprej, te neke strašne Dolce & Gabbana in ne vem kakšne jajca za ful dost denarja, in ta denar si je nekdo zatlačil v žep, otroci so pa džabe delali, skoraj džabe. In to je bila ena izmed zlorab. Še hujša zloraba je pa tista, o kateri pa se kar noče in noče govoriti. Ampak mi bomo še na glas govorili, da pedofilija ni nekaj v Indiji, Koromandiji, ampak tukaj in zdaj. V mojem lastnem kraju s 5000 prebivalci imamo vsaj 10 žrtev v tem trenutku starih do 6 let. Vsaj, sem rekel. Koliko je pa tistih, ki so stare žrtve? 8, 15, 20, 45 ali pa 75 let. Vse to so žrtve in so bile zlorabljene. In one niso nikoli mogle zares na glas spregovoriti. Zaradi tega tlele še enkrat. Tisti, ki bo sedel v butastega in nevednega okrog pedofilije, je zame storilec. Ker za moje pojme, pa ne samo moje, je pedofilija nekaj, kar je nedopustno niti mikron, ali kako se reče procent, ali kako že promil. Ne, to ni spolna usmerjenost pedofilija. Halo, Satan si je zamislil dati pedofilijo kot sem pač pedofil, tako sem imam spolno usmerjenost, sem pa, ne vem, transgender, alo, dva smo, moški pa ženska in samo to dvoje kompatibilno in nič drugega, da ne bi slučajno kdo rekel, da je pedofilija spolna usmerjenost, ker otrok ob tem ne uživa, ampak je za večno poškodovan in zaznamovan, da ne more sploh iti nivo višje. Ne more iti. Upam, da se močno upam, da se motim, da lahko gre nivo višje. Vendar je mogel biti tiho. Mogoče mu bo ta čas trenutni pomagal, energetsko in splošno, ker se zavest širi, ker se... A to sem vam jaz razlagal že. Če sediš v sobi z najboljšim šahistom, pa tudi ti začneš bolj šah igrati. Če si ti v sobi z najboljšim kitaristom, tudi ti boljš kitaro igraš. In tako nekako se ta kvantno polje prenaša, tudi srce pravi, ima to polje, 1,5 metra razdalje. In zdaj, ker se človeštvo dviguje, prebuja, zbuja vibracijo srca in notranjo vibracijo dviguje, to vpliva tudi na okolico, istočasno pa ta vibracija ruši nizke vibracije. A sem zakompliciral ali sem bil dosti jasen? Če sem preveč zakompliciral, mi morate od spodaj v komentarje napisati. Zaradi tega, da vem sploh, kako se izražati, ne? Okay. Skratka, če ostanem na zlorabi. Položaje so izkoriščali, zlorabljali, otroke, sik do amena. Ampak vsi ti pedofili pridejo na špago, tako da smo si na jasnem. Tisti, ki zdajle imate neke v ozadju, špaga čaka vse, ne? Mislim, ne bo noben šel brez kazni. Zakaj sem tako prepričan? Zaradi tega, ker imam v roki telefon, ki ima osnovno nalogo, da mene sledi, ne? Da me posluša, kaj jaz govorim. Zaradi tega je sploh nastal YouTube kanal, ker sem rekel prav, če me pa poslušate, bom pa takole povedal. Takole sem si jaz zamislil enkrat v glavi, ker sem gotovo, da sem v Truman Showu, da sem opazovan z vseh strani, da sem v bistvu v KGB zanki, zato ker oni so vedeli, kdo sem jaz in so čuvali, da ne bi slučajno se meni zgodilo, kar se mi je zgodilo, da sem pač špricnil. 5krat so me uspeli zadržati, 6 me pa pač ne bojo več. Okay. In te telefonske, te sledilne naprave pravzaprav so bile narejene, da sledijo nas, ampak tisti, ki so sledili, so bili člani mafije, bom rekel, kluba narcisov, prepričani, da njih pa nihče ne bo nikoli sledil. Oni ne vejo, da je že lep čas ima vpogled v to sledenje ekipa White Hatov. Ja? In sledeni so vsi, ki so se ukvarjali z nečednimi posli.
pedofilija, pranje denarja, trgovanje z organi, manipulacija, podkupovanje, pranje, jaz ne vem, kaj še vse. Tudi jaz sem sleden, jaz se lahko tle nasmejem, ker nimam nobene od teh naštetih, ne. Ne vem pa, kako se kdo drug počuti. Ja, ves čas probam opozarjati, dajte flikant stvari čez ramo, ja. Ampak zdaj čisto ta grda pa ne bodo šla čez, ne, pa vi ne morete vršiti čez ramo, ne. Mislim, biti pedofil pa uničiti življenje, ne vem, 5., 10. ali pa enemu otroku, a kamoli 500. Jaz mislim, da tam se težko zaspi. Ne vem, če se sploh da. Mislim, jaz ne bi mogel spati sploh. Mislim, pa sploh ne bi dejanja naredil, da smo si na jasnem. Zloraba položaja otrok in narave kot take. A veste, kako je zelo tekom zadnjih, bom rekel, mogoče 50 let, tako nauč, zlorabilo naravo. To je pesticidov vrženih, strupov vrženih nebroj v to našo naravo. Kakšne parne stroje so si zamišljali uničevati, bom rekel, s smogom in vsem sranjem ozračje. In kako si je kabala zamislila biti lastnica vseh virov. Vir nafte ima v lasti kabala, vir vode ima v lasti kabala, vir hrane ja pa spet kabala, pa se je kabala pokupila vsa polja, vsa. Bill Gates je največji zdaj kmet ratov, ne? Najprej je bil največji računalničar, zdaj pa je bil največji virolog, no zdaj pa največji kmet. Mislim, zemlja ima pa le največ. Saj se mi zdi revček, kar bi kar rabu, no, ker se mi zdi, da ni čas, da neha, da ta denar poberati od ljudi, bi bilo fajn, da še. Ne bo šlo. Gatesov Billy ni več med nami nič bat, tako da Gatesov Billy ne bo nobenemu nič več bučk prodajal. Če pa boste kaj od njega slišali, je pa to samo zaradi tega, ker vam kabala še naprej šprica skozi televizijo, kaj je Bill Gates pogruntal. Nič več ni on pogruntal, tako da ne nasedete bananam, ker zdaj po 2 letih bi pa lahko pogruntali, da nasedate vsakemu buju, ki rečejo. Pa nič hudega, saj sem bil jaz tudi tak, sicer bistveno manj časa. Jaz ne verjamem medijem že vsaj 15 let. Ja, ne vem, pač zato, ker vem. Pa sem še delal na medijih, tako da pa sploh vem. Pa mi je bilo zanimivo, ko sem gledal korono, ipak sem spremljal medije že zaradi tega, da vem, kaj fopajo ljudem. In mi je bilo ful dobra, jaz sem recimo videl, je buča in pridejo volitve. In volitve so itak sama prevara in pol se oni začnejo tam na televiziji kregati in pol, kar naenkrat človek reče, sam on je pa res good, on je pa good. Pa ki si ti zdaj, kdaj, v katerem momentu je medij začel govoriti resnico? V katerem momentu? V nobenemu še. Tako kot medicina od dr. Mengeleja v Auschwitzu pa do danes, katerega leta je postala iz testerja zdravilnica? Vi mi povejte, da ne bom za vse sam. Treba pa razmišljati, to pa je. Skratka, zlorabljeno je čist vse. In zdaj, ker mi smo skontali, da ima sam sistem svoje podpornike in svoje sluge, smo mi, je ta sistem rekel, prosti ne bom več, pa je bilo že pol oproščenega. Halo, pa čakaj, ni oprosti dost, če si ukradil 2 milijona, sorry, sem ukradil 2 milijona, ne bom več. Ne, majster, najprej prines 2 milijona nazaj, pa še malo obresti, zdaj se pa malo vsest, ker si nas prevaral. Ti imaš ponovitveno nevarnost nemudoma, saj pa to je v tebi not, kaj ne? Prevara. No in teh opravičil narcisov imamo mi, ki se če dalje bolj prebujamo do tle, dovolj je tega. In spremenite, oziroma naj spremenijo obnašanje ali pa ne gre več. Izkoriščanje ljudi strani narcisov ne bo šlo več, ker mi smo ujeli narcisa pri delovanju, pa rekel, sorry, ne,
pa je glih tako naprej delal čez 5 minut ali pa čez pol ure, ne? Ali pa čez 5 dni. Tako da dajte se zavedati, da ste izkoriščeni tudi vi, ker mi vsi smo sužnji in dosti je. In če bi se vsi naenkrat zavedali, če bi zdaj v bistvu tako trsk, pa da bi se vsi zavedali od zdaj naprej, wow, mi smo pa sužnji, lisjaki, strani zla vodeni narcisi, nas hočejo pobiti, pa itak so neumni, pa itak smo zavedeni. Če bi vsi imeli to informacijo v čebuli, oziroma zavedali, da bi se jo, sistem pade v parih urah ali pa v parih dneh. Ker ta prevara pa njihova vladavina razpade v tistem momentu, ko jo mi prepoznamo. Zato jaz večkrat pravim, resnica nas bo osvobodila, ampak resnica, vsa njihova dejstva o njihovem delovanju, prevari in štali, nas bodo razpizdila zelo močno. Mene so tako, da sem res bil besen na ta sistem. Zdaj nisem več besen, ker jeza ni neko strašno, kar bi človek v sebi rabil, da bi rekel, wow, zdaj sem pa ful srečen, ker sem bil že 2 uri ful jezana, veš. Ne, tega nucati tudi vi. Tako, ker ne nucati strahu. Ustrahovanja smo, o tem smo včeraj govorili, oni vaš čas ustrahujejo in pa se to je stara fora v bistvu. Kdo je rekel pol po vojni, nekdo je rekel, ko so ga vprašali, kako vam je uspelo take množice prepričati, da grejo mater sami na vlak pa v plinske celice. Je rekel, ga ni večjega orožja, kakor je strah. To je vojaška taktika bila. No, in skratka, da mi malo razdelamo ustrahovanje z njihove strani. Vi ustrahujete sebe, ampak ustrahujete tudi druge, ne vede, ker dobite informacijo, maske bojo spet, zdaj so pa v Kopru, so pa že, ne vem, mislim, da so zdaj spet v Kopru, ne vem, v neki bolnici tam na Primorskem, že maske spet obvezne v zaprtih prostorih. Pa na osnovi česa, če smo glih kar par dni nazaj, dobili informacije o neustavnosti. In zdaj bomo mi mogli še korak čez to. Ne samo neustavnost, zdaj pa dajmo efikasnost na mizo. Koliko ta maska nuca? A pa se vi zavedate, da ta maska ne nuca nič, če bi bila ona sterilna. Pa ona niti sterilna ni, ker je narejena iz mikroplastike, pa je sterilizirana z, kaj že unim oksidom, kaj je že grafen oksid, nima veze. Mikroplastika je ful problem, pa če bi bila sam plastika. O morgelonih, ne vem, če ste kaj slišali ali ne, tudi to naj bi bilo. Poskusi so ljudje delali, ko so dali nad toplo vodo, so začeli v tej maske se neke stvari premikati. Jaz te maske ne dam na gobec, pa da si bog. Ne? Jaz ne. Pa tudi nič drugega ne dam, zato ker rabim kisik. Ne? In mene noben prepričal, da CO2 diham, da je to good. Ne. Pač glih toliko sem zdravstveno šolo hodil, da pa vem, da to ne gre skozi. Okay? Tako da tisti, ki je padel na to foro, je tudi precej nerazgledan, bi človek rekel. Ne? Precej noče uporabljati tega, kaj ima tle noter. Škoda. Ali pa sodeluje s sistemom, to pa tudi drži. Tako da, veste, jaz sem že ponavljal, da tisti, ki se sam vozi v avtu z masko, on je pripadnik sistema, on dokazuje, a me vidite, jaz sem vaš. Veš? V tem kontekstu grejo tudi stvari. Strah oni izkoriščajo zaradi tega, ker mi strah potrebujemo. Strah je občutek, ne vem, je občutek ali mi strah potrebujemo, ker je pomemben za preživetje. Zakaj? Če si jaz predstavljam, da grem in pred mano skoči kača. In če jaz ne bi imel strahu, bi kar stopil na njo, pa bi me pičla. Ker pa imam strah, strah je v nas, se je prav, da je. Pa jaz to kačo vidim, da tam in jaz stopim korak nazaj, ona od naprej, in jaz grem tudi naprej. Se zastopimo, če ne bi imeli mi strahu, bi
v smrtnih nevarnostih je prav, da pride strah naprej in takrat se tudi adrenalin špricne kot hormon boja, zenice se odprejo, ustavijo se peristaltike in tako naprej in ostanejo samo vitalne funkcije, srce začne bolj špricati, dih se pospeši in imamo bistveno večjo moč. Adrenalin, a ne? Zato pa so adrenokrom pil, da so imeli power, super power, adrenalizirana kri. Ta strah, ki ga pa oni nucajo, pa ni več življenjskega pomena, ampak je, kaj pa če? Kaj pa če boš, kaj pa če ono? Kaj pa klimatske spremembe, kaj pa če ti avto crkne, kaj pa če si nogo zlomiš, kaj pa če, in ti si v kaj pa če strahu ves čas. Sam tu ni ta strah na 100%, ampak je tako strah na malo. Ampak je ves čas prisoten. Ta strah je virtualen in ne sme obstajati. Kaj pa če pomeni, da zaupate zavarovalnici, da vas bo rešila, ali pa doktorjem, ali pa ne vem, kateremu delodajalcu, ki ste podpisali pogodbo. Če pa bi zaupali svojemu veru, svojemu kreatorju, svojemu samemu sebi, pa bi postali previdni, pa bi postali odgovorni in postali bi neustrašni. Kaj to pomeni, da bi kar čez kačo skočili? Ne, počakaš in gre naprej. In gremo tudi mi naprej. To še ne pomeni, da zdaj kje je kača, pa ne gremo več naprej, ker tle naprej so kače in ne gremo naprej več. Ne, to je ta neustrašnost. Kača pojdi mimo, zdaj pa smo pa še mi na vrsti. V tem kontekstu in ta bojevitost not je tisto, kar rabimo v tem obdobju. Vsi nujno, ker se moramo spopadati z zlom, ki je peljalo ta svet. In to zlo je vedno bilo. Če ne boš ubogal, bo pa tako. Kadar se človek vibracijsko dvigne nad nizko vibracijo zla, kadar se človek dvigne, postane, kot bomo rekli, zdaj bomo malo prispodobe dal, kadar gre v stebru luči, kadar postane čedalje frekvenčnejšo, bolj svetu, takrat ga temne sile ne morejo več prijemati in grabati in ga ne. In mene ne. In želim vsakmu ta občutek moči notranje. To še ne pomeni, da zdaj pa postane človek brezbrižen, daleč od tega, celo kontra, še bolj postaneš pozoren. Tudi zaradi tega se zdaj snemam. Jaz YouTubea ne rabim, jaz to že vem, kar vam govorim. To je zaradi vas. Za tiste, ki se še zgubljate, mogoče komu pomagam, sej mogoče komu pa ne. Purega šraufam. Jaz imam tle pa še 3 stvari. Hotel sem uporabiti še besedo optimizem. Optimistic. I am very optimistic. Mystic. Mistično. Optimistično. Ali ste pesimistično? Opti si jaz predstavljam kot nekaj mnogo, pesi si pa sem pa šel prav pogooglati zjutraj, je pa italijanski prevod besede teža. Eto. Ste mistični, se pravi, mi smo misteriozni in mistični in pravlični in smo energetsko duhovna bitja primarno v vozilu iz mesa in kosti. Ampak, a smo v kompletu mistični ali smo obremenjeni, pa smo pesimistični? Evo, to sem vam še hotel zašraufati, preden zaključam. Jaz sem optimist, večni, rodil sem se s tem, bil tudi v življenju načbat, tudi jaz po klamfi dubu, ampak sem bil zmeri optimist. Pesimizem nikoli ne bo pomagal k boljšemu razpoloženju. Jaz dostikrat razlagam, v zlato dobo gremo, gotovo je, ta tema je zaključila. Turšič, no pa kaj s tabo, pa kaj ti res misliš, da bo kabala propala, ga srat, pa to je sam igra, pa to bodo zdaj tako, pa bodo pa uno, pa bodo pa spet nas pareli z druge strani. Pa jaz tako pravim, ideja je, ampak jim ne gre. Turšič. In tako po eni uri teh predrkavanj rečem, ta star, zdaj pa dost. Zdaj pa ti bod pesimističen, še naprej,
Jaz pa bom optimističen še naprej, ker če ne morem jaz tebi dati optimizma, dragi moj, ti meni pesimizma tudi ne boš dal. Evo. Dajte si optimizem zašraufati v glavi, ker nam bo vsem super. Dejstvo pa je, da ker sem že večkrat rekel, v fazi čiščenja marsikaj prihaja naprej. Ta naprej mora iti čez rame, mora priti na sonce, morate ozavestiti in ne gre naprej. Ideja je v tem, da postanete lažji, odprtejši, zavestnejši, pozornejši, lepši, čistejši in tako. Jaz vam bom dal še eno lastno izkušnjo. Jaz imam strašno rad pivo. Ampak piva jaz vem, da ne smem piti. Zaradi tega, ker me oteži. Oteži me v želodcu, oteži me tako, da sem pa nekem petem, mi gre v spanje, tisto riganje in prdenje, vse to je teža. Ampak po okusu ga imam pa rad. Ko sem v življenju večkrat prešaltal na deci vina pa 2 vode, sem zmeraj prešprical. Ne? Tako da, zadnjič sem imel situacijo, da sem 2 dni nisem vino, ampak sem odprl pivo, mislim naročil. Po 2 dneh se je moje počutje, moj mind se je skril, zaradi tega pa v sredo niste dobili videa, ker sem jaz bil zaprt, nisem imel nobene širine več, kaj čem pa zdaj povedati, noč pa ne bom, pa ne bom. Sem pa bolj bral, no, sej tudi to prav. Hočem vam reči, da dajte se skiniti iz piva pa iz žganih pijač. Če boste pa vi kozarec vina, oziroma vino pa vodo, pa boste pa sploh zmagali. Ker hidracija je ful pomembna, ker kadar pijemo pivo, ne pijemo vode, pivo pa dehidrira človeka. Isto vsi špiriti s Coca-Colami in vsemi jajci. Ne, tega piti ljubi ljudje, Red Bull in te energijske pijače, pa to so ekstra strupi, jaz sploh ne razumem, kako to še devate vase, pa boste rekli, ja, ti pa kadiš. Ja, ampak tobak, ki ni pošprican z ničemer, on je zrastel na polju, seseklan pa men prinašen. Tako, probam biti, izbirati, kaj in jem in kakšen tobak imam in kakšno, bom rekel, vino, evo, in tudi kakšno imam vodo, evo. Moja palčka. Pa maline so noter, tako da ima voda okus od malin. Tisti zdaj skeptiki, ki se sprašujete, ali ta keramika, informatika dela, ali ne. Kaj če vam reči? Jaz vam povem, da dela, po okusu je voda boljša, mehkejša. Jaz bom tudi verjel, da je tudi bolj zdrava, pa nisem jaz edini. Somuljeji vodni so bolj stvari razdelali. Na spletni strani od Natura tudi vse to piše. Drugače pa, če ne verjamete, vidite moje lase, kakšne sem včeraj, pa kakšne imam danes. Evo, samo druga voda je tu prala, šampona pa itak ni v nobenem primeru. Tako da stvar funkcionira. Dajte res paziti, kaj pijete. Dajte res paziti tudi, kaj poslušate. V ozadju poslušate nekaj zelo pomembnega. Jaz vam dajem malo rožice, malo sebe, pa zadnji vam dajem muzikico. Ta muzikica ima zdravilne lastnosti in močno upam, da vas pozdravi, no. To je to. Per aspera ad astra sem končno našel. Per aspera ad astra je latinski pregovor od prek trnja do zvezd. Če boste mogli čez svoje težke stvari, je to zaradi tega, ker morate čez trnje. Nihče se v coni udobja ni duhovno napredoval. V coni udobja nihče ne napreduje. Zaradi tega so potrebne nam vse lekcije, da jih spoznamo. Ker, pazi, čak nam še eno napisano, pa tako sem lepo napisal, mogoče vam bodo neke situacije zlomile srce, ampak vam bodo odprle oči.
sprejmite to zmago. Ok? Zlomilo srce. Ne bo ga zlomilo, sem boste mogli se odlepiti od napačnega. Sej se vse to se popravi, nič bat, ampak ene stvari morajo se zaključiti, da se lahko sploh odlepimo. Če si predstavljate ptico, ki leti s privezanim kamnom na nogico, ne more leteti. Kamen je treba odrezati, pa boste pa leteli. Govorim, ta kamen so bremena, ki jih imate napopane na sebe, katerimi se vrtite. Vaš mind bi rad pa letel, pa ne more. Tako da to je to. Zdaj, če ste ugotovili, čas je, glede na to, da je sodišče izdalo odločbo, da je vse neustavno, gremo. Kdo je izgubil službo, komu niso dali paketa na pošti, kdo ni smel tankati. Ajmo, tožbe se lahko začnejo pisati, a ne? Če nimate denarja, kar tožbo napišite, kar je nešter. Jaz tudi razmišljam, da bi kaj napisal. Ne bom, ker se hecam. Jaz ne bom se s tem sistemom pregovarjal prav nič več, ker imam sam sabo še mnogo dela znotraj sebe in bi rad delal lepe stvari in se s tem sistemom ne grem bockat. Pride čas, ko bo za vsega dovolj. In ja, tle sem hotel, da je čas za tožbe, je en krasen slovenski film Do konca in naprej, ki govori o slovenskem Robin Hoodu, Tonetu Hacu. Tam sem jaz celo malo igral, pa tudi sem vam že delil ta posnetek na Facebooku, ampak začne se, v tem filmu je: pred nami je častna naloga, da vrnemo Dravski Banovini to, kar je od nekdaj bila. Oaza miru, reda in dela. V svojem imenu, v imenu svojih prijateljev in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Se sovpada, a ne? Vendar predtem sem rekel, da jaz ne bom nobenega lovil, nobenega tožil, je pa prav, da ujamemo, kdo je Baraba. Ker je čas, da vrnemo tej deželi to, kar je od nekdaj bila. Domovina miru, reda, delo bom pa zamenil z ljubeznijo. Pa prijaznostjo, pa sodelovanjem. Ker delo kot tako je Satanova ideja, da moramo mi 8 ur na dan delati. Jaz imam sam sabo pri sebi ogromno dela in delam na sebi. Delo za delodajalca za 4,38 ali pa 6,72 je pa tlaka. Ker ta lastnik ima urno postavko mnogo večji, oziroma mesečni izkupiček mnogo večji, da se vozi lahko, ker je pač šef z avtom za 50 jurjev. Dajmo mičken te stvari imeti v glavi, ne govorimo o lenobi, čeprav božja lenoba je prisotna. Spomnite se Hobitov, radi lenarjo, tudi, absolutno, sem za. Tudi Einstein pravi, če mi daš 4 ure za posekati drevo, 3 ure pa pol bom brusil sekero. V senčki, ta čas pa opazoval, kam bo padlo, ki ga bom zagrabil, Tako da ja, dajte razmisliti, ne 4 ure tolčiti sekero, ker nič ne nuca. Boš do 3 ure pa pol bruste, pol ure, bam, stvar narejena, dio, čao, gotovo. In pa se spet lahko usedete. Najhujši je, ker Satan želi, da določene stvari delate 2-krat. To jim je najbolj žur. Kako nam beži čas? 38 minut. Še enkrat, imejte radi sebe tako neizmerno, da ne boste dovolili nobene manipulacije več. Ja? Dejte se sezuti, dejte se nastaviti soncu, dejte si majico dol, dejte sončna očala dol, ne se mazati s kremami, dejte skiniti vso to kozmetiko, dejte popaziti, kaj bodevate usta, predvsem pa pazite, kaj poslušate. Pa ne smem reči z besedami, ker bom ziher kaj zahakljen. Nobena radijska postaja in nobena televizijska postaja, niti nobena časopisna hiša ne dela za vas, da boste obveščeni. Vi ste z tiste strani
ne indoktrinacija, ampak kaže propaganda, ste propagandirani, zavedeni in disharmonizirani. Ja? Glasba, ki jo imamo v ozadju, je harmonična z nami, v harmoniji z nami. Glasba, ki jo dela industrija zabave, ni harmonična. Pika, stop. Imejte se prečudovito in se vidimo, kdaj že? V nedeljo zvečer. Uživajte, jutri je pa še dan brez uporabe telefonov in medijev. Načrpajte se od znotraj, ker imate spomin v DNK-ju. Bomo v DNK-ju še razlagali. Dan brez negativne misli, ne preklinjati, ker že nafilate reč gor, ne se razburjati, ne se jeziti. Tudi jaz se razburim, ampak čim prej čez ramo, druga misel, pa gremo kaj lepega misliti. Ne se matrati cele dneve s tem, ker recimo, če boste se odpeljali proti morju, zna biti, da boste 3 ure našponani, pa kaj me treba, pa kaj zdaj morate, nehajte. Bož, da greste po stari cesti, čez vse hribe in doline in boste zagledali še čist nekaj novega. Bož, da stojite na avtocesti. Ok, uživajte. Ajde, v nedeljo zvečer. Čau!